Pozdravljeni in dobrodošli v še enem SDS-ovem podkastu. Danes je z mano Franci Breznik. Živijo. Živijo, lep pozdrav. Franci, številko 4 imaš, kar pomeni, da smo zelo, zelo blizu evropskih volitev že, ne? Ja, danes je velik praznik, ko to snemamo. To je velik dan Evrope, nečesa, kar si nikoli nisem niti predstavljal kot mladenič. Pa tisto, kar sem kasneje, nekoliko, lahko rekel, v odločilnih dneh leta 1991, ko smo brali tudi Slovenijo, tudi junijskih dneh, majskih dneh, že majskih dneh pri meni, sanjali nekoč o samostojni Sloveniji in kasneje tudi o vstopu v Evropsko unijo. Zdaj v teh dneh, oziroma že kar nekaj časa, je zelo aktualno to vprašanje Izraela in Palestine. Ravno danes vlada recimo odloča tudi o tem, da bi Palestino priznala. Ti si bil pred kratkim v Izraelu in spomnim se, kako si, kar pretresen si takrat prišel nazaj. Mogoče, če na kratko malo poveva, kaj si videl, ne? Ja, jaz sem na podlagi globalne organizacije Elnet sem skupaj z drugimi voditelji, člani številnih evropskih, predvsem nekaterih nekdanjih ministrov in pa seveda tudi poslancev, obiskal Izrael, obiskal Jeruzalem, Tel Aviv, bil na meji z Gazo, torej videl prizorišče tistih pokolov Hamasa, lansko leto 7. oktobra. Jaz sem tam bil približno 3 tedne potem, torej v tistem, lahko bi rekel, odločilnem obdobju, ko se je začel ofenziva Izraela. Govoril sem z žrtvami, zanimivo, govoril sem tudi s Palestinci. To v slovenskih medijih tega ne boste zasledili, ne. Obiskali smo bolnico recimo v Tel Avivu. Zanimivo, Izraelci so znani po tem kompatibilnosti bolnice, imajo vse pripravljene za vojne razmere, torej tudi garaže naredijo vrhunskih klinik, v garažah imajo recimo številne oddelke nekako. Je zelo zanimivo, da se pogovarjaš z Palestinci, ki živijo v Tel Avivu ali pa tudi na Zahodnem bregu in ki imajo težko bolne otroke in se zdravijo recimo v bolnici. Številne onkološki bolniki, mladi onkološki bolniki, ki seveda ne bi preživeli v Gazi recimo ali pa na tistem delu, ki ga zasedajo trenutno Palestinci in ki jim Izraelci za svojo veliko strokovnostjo, znanjem nekako tudi pomagajo. Tako da ta zgodba je res večplastna in pri nas je zelo, zelo, lahko bi rekel, enostranska zaradi nekaterih zgodovinskih okoliščin, povezave nekdanje Jugoslavije, Titovega režima, tudi z temi palestinskimi osvobodilnimi gibanji, če rečemo s terorizmom, ki je vladal v 70., 80., 90. in tudi danes vlada v tem delu. Zdaj, vprašanje varnosti bo eno ključnih vprašanj v prihodnjem mandatu Evropskega parlamenta. Ne bo pa to edino vprašanje in še zdaleč ne edino pomembno, ne. Tu govorimo tudi recimo o prehranski varnosti, govorimo o kmetijstvu, govorimo nenazadnje o zelenem prihodu. Ja, glejte, varnost je osnova za vse, za stabilnost, ne. Prvi izpiti na pravni fakulteti, ki govorijo o konstituiranju države, so seveda narod, tvoja zemlja in izvajanje suverenosti nad zemljo. Če pogledamo pri ilegalnih migracijah, če gremo na temo ilegalnih migracij, mi v trenutku tudi Evropa, tudi nacionalne države ne izvajajo suverenosti na svojem ozemlju. Kot take si v bistvu ne zaslužijo niti svoje lastne nacionalne države. To je osnova, to je osnovni konstitutivni element državnosti za tudi teorije nastajanja države. Torej mi z vstopom v Schengen tega nismo prenesli na tla, torej na evropski nivo. Nenazadnje tudi konvencije, glejte, ilegalne migracije, nekdo, ki beži, ki plačuje kriminalne združbe za to, da beži skozi in nelegalno prihaja na tvoje ozemlje, dobesedno vdira. O tem ljudem pač, glejte, treba povedati z jasno besedo, to niso nobeni migranti, tu gre za kriminalce in kot predsedujoči tudi odboru za evropske zadeve je zelo zanimivo. Srečal sem se s svojo nekdanjo na Švedskem, v času predsedovanja Švedske, v Riksdagu, kot imenuje svoj parlament. Je bila prva točka predsedovanja Švedske, zelo zanimivo, boj proti organiziranemu kriminalu. In lastni problem Švedske leta 2020, leta 2021 so imeli 31 bombnih napadov.
predvsem z strani ilegalnih migrantov, ki se borijo za prostor, kdo bo kateri del Štokholma zasedal, kdo bo imel en del Štokholma v drogah, katera mafija imela drugo, potem prostitucija, belo blago in tako naprej. Torej popolno razpad sistema. In kdo tam govori? Govori Ylva Johansson, torej Evropska komisarka za notranje zadeve, s katerom sem zelo dosti sodeloval v času, ko sem bil tudi državni sekretar pri gospodu Hojsu, in tudi Hojs je z njo sodeloval, je kar oponiral na seveda strani socialistov in je na veliko branila te ilegalne migracije. In potem jaz srečam ob njihovem predsedovanju kot prvo govornico in zraven šefa njihove policije. In govorite o svojih lastnih problemih, ki jih je ona dobesedno pomagala soustvarjati. Zelo dobra točka potem seveda za razpravo z njo, in debato. Hashtag leto bumerangov izrečenega kruha. Zelo dobra primerjava. Ja. Zdaj, omenila sva že na kratko tole kmetijstvo. V Slovenski demokratski stranki deluje tudi Forum za kmetijstvo in podeželje, ki je bil v zadnjih mesecih izjemno aktiven. Tudi sam si sodeloval na številnih okroglih mizah in iz prve roke si slišal, kaj je tisto, kar slovenski kmetje pričakujejo od Slovenije, pa tudi od Evropske unije. Ne? Ja, zdaj dve zadevi se dogajata. Eno so največje demonstracije evropskih kmetov, lahko bi rekel, v zgodovini Evropske unije. Najbolj so v primerjavi, čeprav čisto v drugih časih, glede kmečkih uporov, nekoč v srednjem veku ali pa po srednjem veku. Torej, zakaj? Ker pri njih se že izvaja del tega zelenega prehoda, del nove evropske kmetijske politike, skupne evropske kmetijske politike, kjer čutijo to zeleno agendo, ki jo soustvarja nekdanji podpredsednik Evropske komisije Franz Timmermans, torej spet strani socialist, delovsko-socialistične stranke, ki je odstopil pred kratkim zaradi problema na Nizozemskem, šel na volitve, tam seveda izgubil in tako naprej. Torej, slovenski kmetje, tisto, kar je pa problem slovenskega kmetijstva, torej slovenski kmetje še niso prišli niti na nivoja, da bi čutili to novo evropsko kmetijsko politiko, ker ko jo bo začutili, bo še to dodatni problem. Ena blažitev tega je, zato ker je Janša vlada v času, ko je to tudi dr. Podgoršek vodil Ministrstvo za kmetijstvo, ki je sedaj tudi predsednik Foruma za kmetijstvo Slovenske demokratske stranke, je namenila dodatnih 310 milijonov nacionalnih sredstev za ta program skupne kmetijske politike. Tudi za reševanje malih kmetov, tudi za reševanje malih kmetij, da preživijo. In na teh okroglih mizah neverjetno, lahko bi rekel, feedback tudi. Okrogle mize so bile namenjeno, da mi predstavimo jaz evropski del, dr. Podgoršek slovenski del različnih področij kmetijstva, od zemljiške politike do živinoreje, poljedelstva in tako naprej, do seveda tudi digitalizacije kmetijstva in tako naprej, in potem feedback kmetov. Začne se seveda z problemom starostne strukture kmeta, ki je nad približno 57 let. Začne se, da je Slovenija ima en veliki problem na področju tega, da smo bili zelo naivni, zelo kratkovidni, ker ko smo risali tudi, lahko bi rekel, Naturo 2000, smo bili zelo bogati, mislili smo, da bomo dobili zaradi Nature še več nekih subvencij, več denarja. Žal Natura daje samo naloge, lahko bi rekel, samo palico, korenčka ni. In imamo v Slovenijo več kot 1/3 imamo Nature 2000. Ostali del zemlje, Slovenija je več kot 70% v območjih z omejenimi dejavniki. To meni je hribovita, vse ostalo, kar pa ostane, pa je lahko rekel namenjeno potem končno neka ravninska rodovitna zemlja, za katero se pa predvsem jo iščejo mladi kmetje, mladi prevzemniki kmetij, ki se več ne odločajo. In katastrofalni podatek, ki ga sploh ni v slovenski javnosti, sta po vsej verjetnosti dva. Vemo, da propad kmetij na dnevnem nivoju, ne na letnem, približno skoraj dosega 3 kmetije na dan propadajo v Sloveniji. Pomeni seveda pomanjkanje delovne sile tudi v branži, kot je kmetijstvo, kjer je relativno nizka dodana vrednost, se take branže to najbolj čutijo. Druga zadeva, ki je seveda starostna struktura, ki se je težko prilagajati, tudi digitalizacija, birokratske ovire za nekatere starejše kmete so že problem. Tretja zadeva, ki pa je bolj pomembna, pa sta dva podatka. Prvi podatek, javni razpisi, recimo javni razpis za mlade prevzemnike kmetij z dodatno subvencijo 55 tisoč evrov, kjer je bilo namenjenih 12 milijonov sredstev, torej mladim prevzemnikom kmetij. Navadno je bil ta denar nekoč nekaj malega, ostalo, ampak v večini porabljen. Od 12 milijonov evrov za mlade prevzemnike kmetij je bilo lani porabljenih 3 milijone evrov. Torej, ta podatek nas mora izrazito skrbeti. Še hujše pa je drugi podatek. Navadno za sofinanciranje
kmetijske mehanizacije so se kmetje na Agenciji za kmetijske trge, ko bi ta razpis, so se dobesedno tepli. Za točke se šlo za vsako točko, katera kmetija in seveda, če je bil razpis, ne vem, 20-15 milijonov, se je prijavilo vsaj nekih projektov ali pa subvencioniranja tam 30-35, vsaj skoraj dvakrat več. In potem se je točkovalo, se koga izrina in tako naprej, in na koncu se je ta denar razdelil. Torej bila je vojna za ta denar. Zdaj se je prvi zgodilo, da je celo denar ostal za sofinanciranje kmetijske mehanizacije. To sta zastrašujoči številke, ki kažeta na stanje v kmetijstvu. In zdaj, če pogledamo, da cela Evropa, jaz sem bil v Bruslu, torej Belgija v tem trenutku predseduje Svetu Evropske unije, kot na Kozaku, torej, kjer imamo meeting vsi predsedniki nacionalnih odborov za zadeve Evropske unije. In sem se pogovarjal tudi z njihovimi kmeti, ki so tisti dan, ko smo imeli zasedanje, tudi demonstrirali, zaprli Bruselj, zelo miroljubni, z dobrimi argumenti. In vidiš, da ta zeleni prehod odhaja, lahko bi rekel, popolnoma v neko paradigmo, jaz pravim temu v zeleni ludizem. Torej, kaj se dogaja, proti čemu demonstrirajo? V Nemčiji, vemo, zmanjšali so subvencije za kmečko nafto. Ta zelene prahe, torej del nekega kvalitetne rodovitne zemlje morajo pustiti za večjo biotsko raznovrstnost. Drugi del, velik problem, ki pa je, pa se kmetje najbolj upirajo temu, da imajo ogromno predpisov. Recimo, eno uredbo smo na srečo rešili tudi, sam sem nekaj sodeloval, to je uredba o zmanjšanju fitofarmacevtskih sredstev, ki je edina padla do tega trenutka in se zahvaljujem, da je EPP združil moči na evropskem nivoju. Torej, kaj bi ta pomenila? Pomenila bi za 50% dodatno zmanjšati torej škropljenje, ampak treba vedeti, da ko Slovenija vstopala v Evropsko unijo kot najbolj pridna učenka, kot smo nekoč trdili, je že sama bila bolj odlično odpeljala v škodo kmetijstva, torej popolnoma je zmanjšala že uporabo fitofarmacevtskih sredstev in s to uredbo bi dobesedno bili na tleh. Za naslednji problem, ki ga imajo slovenski kmetje, kaj je specifika majhnosti trga. Kaj se dogaja? To je en pomislek, če bi deloval v Evropskem parlamentu. Jaz mislim, da je morali centralni register narediti tudi fitofarmacevtskih sredstev, ki če enkrat registrira v eni državi, mora veljati v vseh. Sedaj neko podjetje, torej imamo polno omejitev pri pesticidih, pri vseh ostalih, prihaja torej neka nova škropiva na različnih področjih in ki so morda učinkovita, morda nekoliko manj, ali pa moraš večkrat škropiti, zahteva več delovne sile, bolj precizne škropilnice in tako naprej. In zdaj se dogaja, da multinacionalke, ki so to razvile, to registrirajo v Franciji, registrirajo to v Španiji, Italiji, v Nemčiji, kjer so velike kmetijske države, kjer je poraba, ker ta registracija stane kar nekaj milijonov. Slovenija je tako majhen trg, da tega tu ne registrirajo. In slovenski kmetje, recimo dr. Podgorška, ko sem bila, spomnim se v Vrtojbi, dosti je zelenjavarstva, Vrtojba, in kmetje so govorili, gledajte, Italijani imajo kar nekaj novih škropiv, relativno varnih, dokazano varnih, ki zelo ne vplivajo na podtalnice in tako naprej. Torej v Sloveniji sploh teh škropiv ni. Ker smo torej tudi specifičnost majhnosti trga, ne registrira takih zadev. Naslednja zadeva, ki je tu pomembna pri tej kmetijski politiki, pa je, torej, da sledi, lahko bi rekel, trendom, ki so negativni na področju tega, kar smo doživeli. Zeleni prehod, vemo, kaj se je zgodilo z evropsko energetiko. Danes imamo 150% dražjo elektriko kot konkurenčne države, napram Kitajski 200%. Torej, ni problem samo avtomobilska industrija. Z Nemčije se recimo umika kemična industrija, plastika. Določene se vse dela na Kitajskem. Vemo, da je osnova so naftni derivati, granulati. Problemi, ki nastajajo, torej energetika vpliva tudi na padec gospodarske proizvode. Ne samo nekonkurenčnosti na določenih segmentih, ampak tudi kot vir energije je problematičen. Torej, doživeli smo energetsko krizo, doživljamo v tem trenutku že ekonomsko krizo, torej padca industrijske proizvodnje in to ne bo klasičen cikl. To ni cikl nekih nihanj izravnav, ampak to bo kronični cikl zmanjšanja konkurenčnosti evropskega gospodarstva, na katero ima zeleni prehod ogromno vpliv, jaz sem se z njim ogromno ukvarjal. In sedaj prihaja tudi po evropskega kmeta. Zeleni ludisti v tem trenutku so uničili energetiko ali pa delno uničili, uničujejo gospodarstvo in prihajajo do evropskega kmeta. In zdaj največja težava, ki pa jo vidijo evropski kmetje, zakaj demonstrirajo,
Vse predpise imamo, omejujemo roke, drage cene energentov, nafte, škropiv, ogromno omejitev. Imamo starostno strukturo tudi v tujini, relativno visoko, tudi pri kmetijstvu. V istem času pa ta Evropska komisija preko globalistov uvaža hrano z tretjih držav, polno pesticidov, polno slabih tehnik, polno slabih pogojev za živali. Veste, kakšni standardi so v Evropi, v naših državah, v klavnicah, tudi ko gre za rejno živino. In torej popolnoma nelojalna konkurenca. Popolno smo se odtujili in mi v Evropi rešujemo svet v trenutku, ko največje onesnaževalke okrog nas torej delajo popolnoma, peljejo svojo drugačno pot in ne čutijo zelenega prehoda. In to je velik, trenutno lahko bi rekel, katastrofalni problem Evropske unije in vsi trije veliki problemi, energetska kriza, ekonomska kriza ali pa kriza industrijske proizvodnje in nenazadnje kmetijska kriza, ki se lahko izvije na koncu v prehransko krizo, izvirajo torej z samega zelenega prehoda. In pri vseh teh temah, ne, pa tudi pri ostalih, je še kako pomembno, da se jih loteva preudarno. To je tudi geslo Slovenske demokratske stranke na tokratnih evropskih volitvah. Mogoče se ljudje v Sloveniji premalo zavedajo, da evropski poslanci ne grejo zganjati bruselskega turizma, ampak da dejansko so tam sprejete odločitve še kako pomembne in vplivajo prav na vsakega posameznika, ne? Ja, gledajte, 2/3 zakonodaje že v Sloveniji kreira v bistvu Evropska unija. Mi se tega ne zavedamo. Mi se ne zavedamo, da recimo mali podjetniki, ki so se pred 2 letoma zbudili, ko so naenkrat videli, da imajo zakonodajo o embalaži, da morajo beležiti, tudi če je nek mali podjetnik sredi Ljubljane dobil 3 kartonaste škatle, da mora beležiti posebej za 3 kartonaste škatle, koliko je bilo kartona, koliko je bilo plastike, ko so dobili neki polizdelek, a tega so predelali. To so vse zadeve, ki so z določenih evropskih direktiv prišle v slovensko zakonodajo. Torej, polno birokratskih ovir, skritih za krožnim gospodarstvom, zelenim prehodom, ločevanjem odpadkov. In če pogledamo Evropo, Evropa je po eni strani izrazito zelena, mi imamo visoke standarde na celem področju, okrog nas pa se spopadamo s popolnoma nelojalno konkurenco. Tako socialni dumping pri delavskih plačah, tako ekološki standardi ali pa podnebni standardi, ki veljajo v nekih državah. In v bistvu jaz pripravljam eno sejo, ki bo zelo zanimiva, z realnimi številkami, da bodo ljudje videli, kaj se dogaja v bistvu v svetu v tem trenutku, ko se mi gremo ta zeleni ludizem. Še preden gremo, ne, v zgodbo, ali smo mi neki skeptiki, kaj se tiče zemlje. Ne, jaz želim samo pravičen zeleni prehod. Zato tako povezava z geslom preudarno pomeni, da mi razumemo zeleni prehod kot zeleni realizem. Da razumemo, s čem bomo nadomestili neke, lahko bi rekel, relativno nekatero proizvodnjo, ki je morda umazana, z tehnologijami, ki delujejo v praksi, ki so tudi cenovno sprejemljive. Ker v tem trenutku, če mi se ukvarjamo z plastičnimi vilicami, ali boste vi zdaj imeli v maju, ali pa ljudje državljani še na piknikih plastične vilice, ali bo imeli končno lesene in je to velik problem Evropske unije, medtem ko je samo lansko leto Kitajska na novo inštalirala 106 termoelektrarn na premog, v zadnjih 18 letih pa približno 2000 termoelektrarn na premog. Če pogledamo Indijo z 1,5 milijarde prebivalcev, z vsemi vso plastiko, ki mečejo v oceane in tako naprej, potem, oprostite, mi ne delujemo ničesar. Mi predstavljamo proizvodnjo v tretji svet, kjer ima elektrika še večji ogljični odtis, ker večinoma elektrike prihaja z premoga. Ne pozabljamo logističnega ogljičnega odtisa, torej ladij, ki prevažajo neko je, lahko bi rekel, del končnih tudi produktov, zdaj že v Evropo, nažalost končnih produktov, ne surovin, in da ladja, čezoceanka, tiste, ki ne vedo, kurijo nekatere, tam ni nobenih standardov, dobesedno uporabljajo še ne kurilno olje, ne nafto, ampak celo mazut. 30,000 litrov mazuta na uro porablja recimo ena kontejnerska ladja. Zdaj si lahko predstavljajo, če pogledajo na satelite, lahko vidijo, da na 10,000 ladij v tem trenutku na poti ali z Kitajske v Evropsko unijo ali pa tudi nazaj. Torej, mi moramo dejansko ponovno premisliti, kako dalje z zelenim prehodom. Številke, ki se kažejo v energetiki, industriji evropski, ki pada, in nenazadnje v kmetijstvu kaže na to, da na koncu preko teh zgrešenih politik,
preko tega ekstremnega zelenega prehoda, na koncu bo ogrožena evropska blaginja, evropski način življenja, evropska socialna država, Bismarckov pokojninski sistem in vse tisto, kar so le pridobitve v evropski civilizaciji. Zdaj, preudarne odločitve sprejemajo preudarni ljudje. Zato je še kako pomembno, da ljudje dejansko svoj glas namenijo pravim osebam. Zdaj, aktualna slovenska evropska poslanca sta dokazala, da so tudi Slovenci lahko vidni, da so lahko slišani, da so opazni, da njihovo delo ima neke učinke. Zdaj, na domačem parketu mislim, da pa smo tudi že dokazali, da samo nov obraz še ne pomeni, da so pomembne tudi izkušnje. Zdaj, ti si tudi predsednik odbora za evropske zadeve. Verjetno ti je ta evropska politika kar precej domača, poznana. Ja. Se dobro počutiš na evropskem parketu? Tudi v času te kampanje, ki bodo ljudje spoznali mrežo, ki jo imam tudi v instituciji Evropske unije, ne nazadnje, eden izmed ljudi, ki me je tudi nagovoril za evropske volitve, je bil prvi podpredsednik Evropskega parlamenta, dr. Othmar Karas, eden najbolj vplivnih ljudi, ki je trenutno odhaja z evropske politike, gre po vsej verjetnosti se bo pokojil ali ne. Z njim smo sodelovali tudi, ko sem obiskal Ukrajino, torej obe vojni, največji vojni žarišči v Ukrajini sem tudi bil, tako kot drugi Slovenec po predsedniku Janši, v delegaciji, torej tudi prvega podpredsednika Evropskega parlamenta Karasa, kjer smo bili pri županu Kličkovo in kasneje tudi sam sem bil, še en dan sem kasneje ostal, teda sem si šel pogledati tudi, lahko bi rekel, skoraj bojno polje in govoril številnimi. Kot zanimivost naj povem tudi, da sem nekoč v moji karieri delal v Slovenski vojski, ko sem se vrnil s tujine in sem bil pri obnovi tankov T-55 in zelo zanimivo, ko smo se sestali z obrambnim ministrom, ravno v tistem času so tanki naših kot donacije prišli v Ukrajino in beseda je nanesla, če poznam in ko povem svojo zgodbo, da sem ravno v Ravnah bil eno leto na tem projektu, ker sem tank tehnološko poznal do bistvi tudi te prenove, tudi neke majhne probleme. Potem je takoj stekla še en sestanek bilateralen samo z njegovim kabinetom, kjer sem razložil v bistvu delovanja, katerim ciljem namenjen, kakšnemu delovanju, kje je ranljiv, kje ni, zakaj se ga da smiselno uporabiti in tako naprej. Tako da so kar nekaj takih, lahko bi rekel, tudi takih zanimivih življenjskih zgodb iz teh srečanj. Je pa seveda, sem pa najbolj zaskrbljen postal strani ravno tega zelenega prehoda, sem ga prepoznaval, ne samo na teh debatah znotraj Kozakov, o predsedovanju Češke, pa Španije, seveda Švedske in pa sedaj Belgije, ampak tudi preko uredb pa direktiv, torej predloge uredb in direktiv, ki so prihajali k nam na ta odbor. Ta odbor je nekoč bil kot neko nujno zlo zaradi posebnega zakona, kjer pač vsako stališče tudi vlade na Evropskem svetu glasuje se, torej navadno v petkih na našem odboru, ampak ko sem začel malo bolj podrobno se še ukvarjati z temi direktivami, uredbami, v njih je polno nesmislov, polno birokracije, polno iskanja nečesa in reševanje sveta na področju, ki ga ni. In jaz večkrat govorim, da primerjava, v kakšnem stanju je zdaj Evropska unija, je, še najbolj vidim duhovno stanje Evropske unije ali pa sistematsko tudi v času 1600 let nazaj, v času Zahodnega Rima, v katerem mislim, da vemo vse, ne vemo pa tistega konca, zakaj je Zahodni Rim propadel. Če je vzhodni Bizanc skoraj 1000 let preživel Zahodni Rim, ko se ločil tam okoli leta 200 našega štetja, je Zahodni Rim v svojem zadnjih 200 let ni imel več vojske, to vemo, imel je najemniške vojske, veliko zemlja ni mogel več nadzorovati, zelo malo so pridelovali hrane, velike dajatve so bile za kmete, na koncu prišlo je do, lahko bi rekel, ekscesnih zadev, homoseksualnosti, med celo cesarji so se poročali s fanti in tako naprej. In v tej dekadenci Zahodnega Rima, na vrhuncu vsega razvitosti, so tiste, lahko bi rekel, primitivne horde, ki so udarile po Zahodnem Rimu, Germaniji in vse ostalo, in tudi del nekih njihovih najemniških vojsk, ki je kasneje zasedel. Kaj se je po tistem dogajalo, ljudje malo kdaj se zavedo. Po letu 470, ko je Zahodni Rim propadel, je nastopilo v zgodovinskem obdobje temačnega srednjega veka, ki je trajalo skoraj do 10. stoletja. Torej v tem centralnem delu Evrope smo imeli 500 let teme. Nič pomembnega se ni zgodilo za razvoj civilizacije.
In nočem biti pesimist, nočem strašiti s tem obdobjem, ampak danes se mi zdi, mi ne varujemo Evrope, torej problem je, da ne varujemo svojih mej, da imamo bogato hišo z relativno najbolj kvalitetnim življenjem. Zahodna civilizacija je vseeno v kvaliteti življenja, sociale in razvitosti in tudi okoljskih sprejemljivih politik sigurno sinonim kvalitete v tem trenutku na zemeljski obli. In to uničiti je za vse tiste, ki smo v politiki, ki je, lahko bi rekel, velika obveznost. To, kar so nam naši zanamci pripravili, mislim, kar so naši predniki pripravili, veliki očetje, veliki snovalci Evropske unije, to moramo ohraniti. Zato so te volitve zelo, zelo prelomne v tem času. Ja, 9. junij, ne? Zelo pomemben datum bo to za Evropo, za Slovenijo, za vse kandidate. Ampak vseeno pa moramo omeniti, ne, da še pomembnejši dogodek pa se je letos zgodil kakšna 2 meseca nazaj. Ne. Kako kaj spite doma? Ja, malo imam, nekaj podočnjakov je. Ne. Zdaj pri 50 plus dobiti prvega sina. Seveda sem ponosen, je že moja zmaga. Karkoli se bo letos zgodilo, sem zmagal, lahko rečem, sem ponosen oče. Čez 3 dni bo, torej rodil se na Grigorjevo. Posadili smo tudi lipo kot nek simbol slovenstva in želim si, da je bilo čim več lip na Slovenskem, ker demografija je pa naslednji problem. Jaz vedno vsem kolegom rečem, naj me ne posnemajo. Ravno to sem želela. Ja. Samo kritika, da vsem, ki so zmožni imeti otroke, imamo kar nekaj parov, ki imajo tudi probleme v Sloveniji. Jaz mislim, da je obratne politike morajo biti. Ne se pogovarjati o splavih, ko dela to 8. marec, ampak predvsem se morali pogovarjati o srečnih dogodkih. Nisem radikalist, ne za eno, pa ne za drugo, ampak mi se moramo zavedati, da smo stara družba. Mi se moramo zavedati, ljudje se morajo zavedati, da če v tem trenutku v Sloveniji dela 1,6 delavca za enega upokojenca. Nekoč so delali 3 delavci za enega upokojenca. In cela Evropska unija ima, mislim, da indeks 1,38, to je katastrofa, vse kar je po 2,1 v tem trenutku. Smo starajoča družba, sve smo dolgo živa družba, kar je pozitivna vidik, ampak mi rabimo demografijo, rabimo mlade ljudi, dobro, mlado energijo in to je po vsej verjetnosti poleg varnosti problem, ki je še morda celo pred zelenim prehodom. Tako da sam pravim vedno, jaz se pri družinskih politikah, kot veš, nikoli nisem oglašal v parlamentu, ne, tudi če bilo kako vprašanje za tebe, sem jaz povedal, da to ne bom odgovarjal, ker neke samokritike je tudi moje strani. In zdaj večkrat rečem, ne, da če želiš reševati svet, začni pri sebi. Ampak vseeno mogoče poveva, da še vsaj ne pa skoraj, da se zgodilo, da bi rojstvo tvojega sina prisostvovala celotna poslanska skupina. Ne? Ja, Vračali smo se iz poslanske skupine na terenu, bili smo na avtobusu in kar naenkrat se je začelo muditi. Ne? Ja. Res je, bili smo na obisku na Primorskem skupaj s predsednikom na majhnem avtobusu. Res, da je bil do roka še bilo 1 teden približno, ne? Je pa tudi seveda nekaj zanimivo, vseeno sem Štajerec, ne? Moja partnerka je šla z mojimi sestričnami zvečer na eno pijačo, eno znano gostilno v Lenartu, ne? In zdaj mi vsi kolegi pravijo, da je ta mali začutil, da je Šangli blizu in kot Štajerec je hotel priti kar hitro ven, ne? Malo heca, ampak dejansko je bilo kar dobra zadeva, ampak so me pa zelo zanimivo, tudi to moram povedati, vse, ki ste bile, ki ste izkušene mame, ne, ste povedali, da kljub temu, da se morda neki znaki kaže, da se porod začel, da to ne bo kar tako hitro se zgodilo, tako da mislim, da smo informacije dobili okoli 8 zvečer, jaz sem bil nekje pol 11 v mariborski porodnišnici, torej Franc Filip, ima sedaj dvojno ime, Breznik pa se je potem rodil drugi dan ob 6 zjutraj. In vsi smo nestrpno čakali, kdaj bo zdaj ta SMS od Francija prišel, kaj se zdaj dogaja. Je pa verjetno naporno, ne, usklajevati zdaj 2-mesečnega dojenčka, kampanjo, redno delo v državnem zboru, neke kondicije pa očitno še imaš, ne? Ja, zdaj kome čakam, če bo kakšen del kampanje, da lahko grem s kolesom, da si nabiram, prej sem malo več tekel kolo. Torej, treba se zavedati, tudi vsak dan imam 160 km v Ljubljano, 160 km nazaj, 320 km, danes zastoj, kakšna prometna, ne. Torej na leto jaz naredim približno 60-70 tisoč kilometrov,
12 letih približno 800 tisoč kilometrov sem naredil samo na tej funkciji poslanca. Tako da je kar, no, ljudje se morajo zavedati, ne, pri meni je urnik približno 16 ur dnevno. 16, manj kot 14 pa skoraj nikoli. Tako da res potrebuješ kondicijo in vsem mladim moškim, pa tudi parom, priporočam, naj se odločijo za otroke čim prej, naj bodo mladi očetje, mlade mame. Tudi moji generaciji še priporočam koga, ampak dejansko je nekoliko bolj naporno. Ima človek z leti tudi kako energijo manj, ampak pri nas, v naši poslanski skupaj s predsednikom smo vsi nekako poleg psihične kondicije, ki jih potrebujemo, znanja, seveda imamo tudi, smo kar dobro vsi, lahko bi rekel od prvega do zadnjega, relativno dobro fizično tudi pripravljeni na neke izzive. Kot ti vedno praviš, ni popuščanja, ne? Ja. Zdaj 4 tedne je še te kampanje, jaz ti želim, da bo po eni strani čim hitreje minila, po drugi strani ti želim čim več stisko v rok, pa tudi še kakšno uro časa za crkljanje, pa tudi za spanje, ne? Ja, to je zdaj res, minute so namenjene, zdaj imam dobesedno preračunano vsako minuto, niti ne vsako ure, tako da usklajujem te družinske obveznosti s kampanjo, pa tudi z obveznosti, ki še jih imam kot poslanec Državnega zbora, ne nazadnje, še vedno vodim odbor seje in vse ostalo. Slavnostna seja je bila pred kratkim, mesec dni smo pripravljali vrhunske razprave, tako profesor Trstenjakove, profesor Petriča in gospoda Janše, zelo dobre odzive, tudi z konkurenčne strani, da je bila seja res na nivoju, da je dala nekaj poudarkov tudi za pogled, torej tudi v prihodnost, kako bolje sodelovati v slovenski politiki, če želimo tudi z Evropske unije nekako potegniti več, čim manj priložnosti zamuditi naslednjih 20 let. Seveda je pa družina vseeno, tvoji najbližji bi morala biti na prvem mestu in upam, da po kampanji, da bom imel neki mali, karkoli bo, si bom vzel neki mali premor, ki ga bom potem potreboval. Absolutno. Franci, vso srečo 9. junija, pa hvala, da si vseeno vzel čas tudi za nas. Ja, hvala, saj veš, najbližji ste navadno na zadnje na vrsti. Želim vsem vse dobro, državljanom, državljankam, vsem, ki naj jo gledajo, pa želim, kaj naj rečem, preudarne odločitve, mi bomo preudarno delali in jaz verjamem, da če bo res zavladala 9. junija preudarnost, potem sem naprej še vedno velik optimist, kot sem vedno bil tudi v svojem življenju. Hvala lepa, Franci. Tudi vam hvala za povabilo. Super.